Lepo pozdravljeni, dobrodošli v moji družbi. Moje ime je Lili Sorum in povejte vi meni, kam je zdrvelo letošnje leto, kar september je že tu. September vedno spotencira, bom rekla, originalno energijo leta. In celo leto trobezljamo, da smo v obdobju osebnostne rasti, duhovne rasti, podzavestnih vzorcev in tako naprej. Se pravi, nekoliko malo bolj razumsko leto bi moralo biti letos. No, september bo vse prej razen razumski. Torej, temu klasično rečemo, da se kregata glava in srček, kar vedno pomeni, da pač sebe ne poslušamo, kajti glava in srček pravzaprav v resnici nikoli nista v nasprotju. Ko smo otrok, ko smo resnično povezani sami s seboj, ko smo poravnani, bi temu rekli, ko smo resnično mi, ko se počutimo izpolnjeni, močni, ko vemo, da smo tam, kjer potrebujemo biti, ni prav nobene debate med glavo in med srčkom, razen pogovor o tem, kako bomo dosegli cilje, ki si jih želimo, kako bomo ostali v tisti energiji sreče, radosti, ustvarjalnosti, počitnic. Torej, recimo, da se zdaj počasi vračamo z dopustov, da tudi najhujša neurja so mimo, da se postavljamo počasi nazaj, vsak v svojem ritmu. Kaj je tisto, kar najbolj pogrešate v življenju, ko pridete nazaj domov, ko se izleti končajo, ko se dan prične krajšati, ko vemo, da prihaja jesen, ko marsikdo že malo potarna sem pa ker prihaja znova zima, pa tema, pa dež, pa sneg, pa plundra in tako naprej. Kaj je v resnici tisto, kar pogrešamo? Je to več prostega časa? Je to čas, ki ga preživimo z določenimi ljudmi, s katerimi se družimo več poleti? Kaj je tisto, kar nam v resnici manjka? In na temo je potrebno delati. Torej, september bo čas nostalgije, ko nas bo v hipu nekaj poneslo nazaj, v nek trenutek, v neko doživetje, ko bomo malo bolj obujali spomine, ko pa tudi je velika verjetnost, da se bodo ti spomini kar malo otelesili in potrkali na naša vrata. Vemo, da tudi z astrološkega vidika je ogromno planetov retrogradnih v septembru, med drugimi tudi Venera. Se pravi, v vsemu temu času je velika verjetnost, da se vračajo v naše življenje simpatije, bivši partnerji in pa predvsem hrepenenja. Zdaj pa, povsem normalno je, da ko mine nekaj časa, se običajno spomnimo lepih stvari. Nam manjka tisto lepo, čarobno, romantično. Nas neka glasba, kraj, fraza, film, prizor, ki ga vidimo na cesti, spomni na nek lep trenutek, v katerem smo bili. Jaz pa bom zdaj malo zatežena, pa vas bom spomnila, da ta oseba v vašem življenju ni več iz dobrega razloga. Morda je že res, da je ta oseba vas zapustila in da ste vi bili srečni, ta oseba pa ne. Ampak kakorkoli obrnemo, če je šel odnos narazen, je šel narazen z razlogom. Ne trdim, da to zdaj 300% velja za prav vsakega od vas, s kateremu se bo neka bivša simpatija znova pojavila, ampak stojim pa za tem, da je potrebno razmisliti, zakaj so se naše poti razšle. Pa naj gre za partnerski odnos, prijateljski odnos, poslovni odnos, odnos med sosedi, ki se je ohladil, odnos s trgovko na tržnici, s katero več niste tako zelo, hej, stara moja, kako si kaj, povej mi zadnjič in čepred. Vedno obstaja nek razlog, zakaj se oddaljimo. Včasih resnično gre samo za neko obdobje, nekako najdemo nova zanimanja, stres življenja nas nekako zagrabi in popelje drugam. Nič ne rečem. Bodite pozorni, ko sprejemate osebe nazaj v življenje, zakaj jih sprejmete nazaj. Kaj je tisto, kar vam manjka in kaj je doprinos te osebe? In kaj je vaš doprinos? Kajti vedno smo doprinos. Lahko smo zelo pozitiven doprinos, lahko smo pa zelo negativen doprinos. In ko govorimo o dolgoletnih odnosih, pa je september obdobje, ko se bo zelo jasno pokazalo, kje nismo več dober doprinos mi in kjer tudi druga oseba za nas ni več dober doprinos. In kaj zdaj? Jok, pa na drevo, pa kaj več dol? Ne. To pomeni, da je čas za iskrene pogovore, težko vprašanje, težke teme. Ampak, veste, meni je nekoč nazaj ena sodelavka tako dobro rekla, včasih je boljše, da trpiš 2-3 mesece kot celo življenje. In ogromno svetovne analize odnosov je od leta 2020 do danes. Ogromno, bom rekel, tudi srce parajočih zgodb sem z vaše strani slišala. Ogromno pa tudi samozavesti strani mlajših deklet in to mi je všeč. Vi pa ste vi
Torej, moje vprašanje vam je, ali ste sami sebi dovolj? V katerih odnosih pa vi sebe spreminjate in prilagajate preveč? Kje se pravzaprav že podrejate? In kje morda, tako kot mi vsi, si še vedno malo zatiskate oči in si ne priznate, da odnos več ni takšen, kot bi moral biti? Da morda vaša služba ni več takšna, kot bi morala biti. Da si morda želite več časa posvetiti temu, kar vi dojemate kot vaše poslanstvo, kot vašo vlogo, kot vaš doprinos svetu, zgodovini, človeštvu. Vsi smo tukaj, majhen drobec v velikem mozaiku in vsi doprinašamo. Tudi tisti, za katere se zdi, da je dovolj, da grejo zjutraj v službo, popoldne pred televizijo in zvečer spat. Tudi vi ste doprinos, tudi vi ste del tega sveta. Vsi mi kreiramo nekaj, kar dajemo. Tudi če smo pasivni, tudi če se zdi, da ne obstajamo, tudi če imamo mi občutek, da ne obstajamo. Torej, september bo mesec, v katerem nas bo malo prešejkalo, predvsem tiste, ki imate občutek, da ste nevidni, da ste neslišani, da ste neupoštevani, da tudi če vpijete na ves glas, vas ne bo nihče opazil. Oziroma, vašega sporočila ne bo nihče opazil. Torej, na kratko. September bo čas, ki bo pritegnil ven spomine, hrepenenja, pa tudi tiste, bom rekla, malo manj prijetne občutke. Bom rekla tudi tiste spomine na slabše dni, na izgubo, na razočaranje. Zakaj? A veste, vsi smo krvavi pod kožo, vsi imamo kopico obrambnih mehanizmov okoli sebe, katere smo pričeli graditi že v otroštvu. Ko smo se prvič naučili, da smo jih po prstih dobili, to pa boli. Ko nas je prvič nekdo razočaral, ko smo prvič nekoga izgubili, sploh če govorimo o odnosih, o prevari, o kakšnih težjih zgodbah, zelo slabih odnosih, zelo slabih zvezah. Velikokrat se potem pojavi obrambni mehanizem v smislu, boljš mi je, če sem sam oziroma sama. Predvsem pa obrambni mehanizem v smislu potiskanja stran. Ko v resnici ne spustimo blizu, potem pa drugi osebi očitamo, da nam ni blizu. Vsi smo to kdaj storili, vsi smo le človek. Jaz bom tako rekla, morda grdo rekla, še pes, ko ga brcneš, naslednjič ne bo tako zelo z veseljem več pritekel k tebi. Torej, septembra bi se lahko znova pokazalo zelo jasno, kje pa mi ne zaupamo. In da veste, keč ni zaupati drugim, kajti to je predajanje moči njim. Se pravi, če sem jaz tukaj zdaj le samska, pa spoznam enega ful fajn fanta, ampak imam za sabo nekaj slabih izkušenj, to ni njegova krivda. In to ni njegova odgovornost in še manj njegova naloga, da zdaj on meni dokazuje, da ni iz istega testa, kot je bila tista oseba, ki je mene prizadela. To je moja naloga. Moja naloga je, da sebe nekako zaščitim, da grem v odnos z odprtimi očmi, da sem pozorna, da na rdeče zastave. Veliko se govori o narcizmu, veliko se govori o čustvenih vampirjih, veliko se govori o ghostingu in še marsičem. Če primerjam današnji čas in vse pogovore, katere spremljamo in teme, katere gledamo po internetu, v člankih, v prispevkih, resnično imamo mnogo več informacij, mnogo več opozoril, kot smo jih imeli, ko sem bila jaz mlada. Kar sigurno ne pomeni, da nas ne bo sam pa kaj nekdo na kruh namazal takole kot Eurokrem. Seveda bomo mi Eurokrem, ki ga bodo oni polizali in kruh vrgli stran. A je z Eurokremom kaj narobe? Torej, če imate za seboj izkušnjo, ki je temeljila na narcizmu, na izsiljevanju, na manipuliranju, če imate za seboj izkušnjo, da ste bili prevarjeni, da se vam je oseba zlagala in tako naprej, ne tega lepiti naprej na druge ljudi. To pa tako zelo poudarjam, zato kajti september, kot 9. mesec število 9 zelo rado posplošuje, torej tudi mi bomo v mesecu septembru malo posploševali, malo se nam bo zdelo, da so vsi ljudje enaki, vse ženske so iste, vsi moški so enaki, vsi šefi so takšni, vse tašče so drugačne. Torej, ne posploševati, če ste bili prizadeti, potrebujete čas, da odžalujete to, da pozdravite in greste naprej, brez da bi lepili neka pričakovanja, kako bo šlo vse k vragu, znova na novo osebo. Torej, ne se vrčiti v odnos, pejte počasi, pojdite previdno, odpirajte pa vse, kot čebulica, počasi, sloj za slojem, sloj za slojem. Tista oseba, ki je resnično vaša,
bo to razumela. Ne bo pa vaša, če boste na njo lepili vse svoje bivše, ker potem pejte kar nazaj k svojim bivšim, pa se tam kregite. Bom malo grdo rekla, ampak resnično. Torej, mesec september je tukaj, mesec september prinaša veliko občutkov, veliko čustev, veliko bolj buren bo, ne se tega bati, ne se bati svojih čustev, prisluhnite jim, prisluhnite sporočilo. Se pravi, ko govorimo o srčku in razumu, dragi moji, gre pravzaprav za to, da tukaj občutite, potem ubesedite in se skupaj odločite, kaj boste s tem. Se pravi, avgusta je bilo veliko nekih nasprotujočih si situacij, govorili smo o uravnovešanju energije. Če niste videli tega posnetka, ga pejte gledati nazaj. Predvsem pa predlagam, da si pogledate še enkrat napovedi za letošnje leto, da še enkrat preberete, kaj letošnje leto prinaša, kaj so izzivi, kaj so nagrade, kje so vaše najboljše priložnosti. Spodaj bom dala tudi link, v mojih napovedih sem se posvetila na splošno leto, pa obilju, pa ljubezni, pa Zrkurbljeno letošnje leto je bila ful dobro oddaja, z veliko napotkov, z veliko oskih konkretnih smernic, kako se letošnjega leta lotiti, kaj nam prinaša, zakaj nam prinaša. September vsako leto pravzaprav spotencira energijo leta. Torej, obudimo spomin, zakaj smo tu letos, kaj počnemo letos, kajti veste, naslednjih 9 let ne bo istih energij števila 7, ko govorimo o seštevku letnice, in nikoli več ne bomo leta 2023, ki je zelo posebno. Tudi kolegi astrologi se strinjajo, tudi vse napovedi, ki jih boste gledali, boste opazili, da imajo eno rdečo nit. Smo v ključnem, življenjsko pomembnem, globalno pomembnem obdobju. In da delim na koncu, preden gremo na število življenjske poti, še eno meni fantastično novico, jaz sem tako ponosna, da sem in jokala in skakala od veselja, in spet mi gre na jok. Veste, kako zelo sem jaz povezala z Ekvadorjem, veste, kako zelo sem povezala tam s staroselci, z Indijanci, veste, da se selim počasi tja. Prvič, da jaz vem, pa zelo sledim tem stvarim, varstvo okolja, varstvo narave, varstvo naše matere zemlje je meni pomembno od malih nog. Ko sem bila stara 4 leta, sem prebirala stvari od Greenpeacea in knjige o onesnaževanju in tako naprej. Prvič, kot je meni znano, je bilo dano na referendum, ali se črpanje nafte v deževnem gozdu nadaljuje ali ne. In morate vedeti, da v Ekvadorju v tem trenutku je situacija zelo slaba. Če vi mislite, da tako bom, zelo splošno bom rekla, pri nas najbolj revni so dol kar premožni. In so rekli ne. In so se zavedali pomembnosti svoje odločitve, čeprav težko preživijo in pravzaprav črpanje nafte državnemu proračunu kar nekaj denarja prinese, so rekli ne. In so bili prvi v zgodovini, ki so na demokratičnem, bom rekla, izboru, ne moram reči volitvah, ker to niso, se odločili za dobrobit vsega človeštva pravzaprav, ne glede na to, da bo njim zdaj še težje, ker pravzaprav en kar velik del prihodka bo šel. Tudi vi ste enako pomemben del in vsaka vaša odločitev, čeprav se zdi še tako nepomembna, še tako majhna, je ključna za celotno sliko. In če ne boste vi zdravi, mirni, srečni, izpolnjeni, kako boste ta mir, sreča, izpolnjenost dajali drugim? Kako ste lahko maksimalno dober doprinos, če sprejemate minimalno od druge osebe, od službe, od sebe pravzaprav? Kako pa vi pravzaprav v resnici ravnate s seboj? Kar za razmisli. Ok, zdaj pa gremo pogledati napovedi po številu življenjske poti. Jaz verjamem, da zdaj pa znate že na pamet, ampak vseeno za tiste, ki me morda spremljajo prvič. Število življenjske poti je preprosto seštevek našega rojstnega datuma. Toliko časa seštevate cifre, da pridete do ene same številke. Mojstrska števila, karmična števila nas v tem primeru ne zanimajo. Sicer pa, če ste radovedni, tudi prispevek, kaj točno pomeni vaš rojstni datum, že je na moji spletni strani, tudi na mojem YouTube kanalu. Tam se skrivajo vaši dalovi, vaši talenti, katere lahko zelo okrepite in negujete meseca septembra. Zdaj pa verjamem, da smo s prsti že zračunali tudi tiste, ki ste novejši. Drage moje enkice, enke, srečo imate, kajti september vas podpira v koraku naprej. Ampak ta korak naprej naj ne bo ihtav, naj ne bo impulziven, naj ne bo z danes na jutri, naj bo nekaj, kar vi v sebi čutite že dalj časa,
pa se tega še niste lotili. Ne vem sicer, če je to pri enkah možno, ker enke ste zelo take energične, dinamične, ko se nekaj odločite, greste, se usedete na konja in ihaha. Nekaj, na kar ste morda v tej naglici pa vseeno malo pozabili ali zanemarili. Tu leži vaša, bom rekla, ponovna priložnost, nov začetek, preporod, transformacija. Za vas je mesec september obdobje, ko pogledate vase in se posvetite tistemu, čemur sicer namenjate daleč najmanj energije. Torej, drage enkice, ponovna priložnost za tisto, na čemer ste morda obupale ali pa niste namenile dovolj časa. Število življenjske poti 2. Drage dvojkice, kot vedno, na prvem mestu so odnosi, vaš odnos do sebe. Kaj pa morate vi sebi odpustiti? Kaj je tisto, kar pa vi menite, da v preteklosti vi do sebe niste naredili prav? Kdaj si niste prisluhnili, niste upoštevali, ste sebe preveč prilagajali, ste bili predpražnik drugim, ste postavljali druge na prvo mesto, ste morda malo preveč ljubili, preveč razumeli, preveč tolerirali. Vsem se nam to zgodi, vi pa definitivno ste zelo, zelo takšni. Torej, kaj je tisto, kar rabite sebi odpustiti? Enostavno zato, ker je potem lažje spustiti. Odpuščam si in spuščam. Naučite se prepoznati energijo ljudi, ki vas izkoriščajo. Energijo ljudi, ki vas želijo dominirati. Energijo ljudi, ki vas želijo manipulirati. To izluščite ven iz teh izkušenj in naredili boste eno sjajno zadevo zase. Kajti naučili se boste za naprej, kaj ja in kaj ne. Število življenjske poti 3. Drage moje otroke, podobno velja za vas. Vas bom pa predvsem vprašala, kaj je tisto, zelo bom direktna, ne mi zameriti, kdaj ste morda verjeli v svojo željo, v iluzijo, v sliko, ki ste si jo vi naslikali. Seveda je odnos z Brad Pittom možen, on je živ, vi ste živi, baje je samski. Ampak ali res obstaja? Ali obstaja samo v vaših željah, v vaši glavi, v vašem hrepenenju? Grdo pretiravam, ampak zato, da imate občutek, kaj želim povedati. Oseba, ki je bila v vašem življenju, situacija, morda neka možnost, ki ste jo obarvali s preveč pravljičnimi odtenki in te osebi pravzaprav niti ni bilo več nič potrebno storiti, ker vse ste vi v svoji domišljiji sami sebi povedali, naredili, verjeli, zaupali, zato ker je bila možnost, zato ker je bil tam potencial. To je super, če ste vi coach, če ste trener, če nekomu svetujete, če ste nekomu prijatelj, če nekoga podpirate. Malo manj pa je super, če gre za nek odnos, kjer naj bi se stvari delile 50-50. Torej, drage trojkice, čeprav boli, čeprav ni fajn, september je mesec, ko si nalite čistega vina in preprosto pojdite drugam. Število življenjske poti 4. Drage moje štirke, stabilna energija vas obdaja, pa vseeno čustvena. Vseeno bo kar nekaj občutkov, morda dvoma, strahu, pa tudi želje po več varnosti, po stabilnosti, po temu, da bi nekdo prišel in rekel, tukaj le, draga moja štirka, imaš potrdilo, štempelj, podpis, potrjeno, takole bo. Life pač ni tak. Torej, drage moje štirke, naj bo september mesec, ko si odpustite z vse tiste priložnosti, situacije, odločitve, ko ste vi naredili najboljše z danimi informacijami, z danim znanjem, z danimi možnostmi. Velikokrat, ko nekaj mine, sebe kritiziramo za nekaj nazaj, potem, ko že vse vemo. Ne, to ne velja, to ne velja. Ne več se potapljati v spomine, podoživljati. Naučite se bistvo in gradite za naprej. In tudi, ko gradimo hišo, sem pa, ker se zgodi, da vmes je kakšen cegel slab, dajte te cegle, se pravi gradnike vašega življenja, ki niso trdni, ki niso dobri, stran, ne jih vedno znova zdraviti. Morda pa res več ne gre. Drage moje petkice, petkice, dinamičen mesec je pred vami, strasten mesec je pred vami. Po eni strani vam bom rekla, uživajte, doživite, bodite, malo bolj končno, bom rekla, vam podoben mesec prihaja, glede na to, da ta sedmika je za vse nas malo resna. Po drugi strani pa, kaj je tisto, kar vas morda prehitro preveč odnese. Bodite pozorni, ki pa morda prehitro zdrvite v nekaj, kar je nenavadno, kar je drugačno, malo prepovedano, zelo razborljivo, pustolovsko, ampak na koncu škodljivo. A veste, je razlika, a se odločimo skočiti s padalom ali se odločimo za spolnost, ki nam lahko prinese tudi kakšno smrtonosno bolezen.
Torej, drage moje petke, ne želim zveneti morbidno, čudovit mesec vas čaka, ampak vseeno bom rekla po pameti, pa naučiti se iz preteklih izkušenj, kaj pa morda ni tisto, kar vas izpolnjuje. Saj ni treba 5krat ponoviti, da vidite, da vam nekaj ni kul. Število življenjske poti 6. Drage moje šestice, lep mesec je pred vami, pa čustveno močen. Predvsem za vas in za devetke pomeni, da iz preteklosti hodijo spomini, osebe, priložnosti, občutki, hrepenenja, obžalovanja. Če bi lahko z vsem, kar veste danes, šli 12 let nazaj, 15 let nazaj, 20 let nazaj, kaj bi si svetovali v tistem trenutku, preden morda se je začela neka določena drama v vašem življenju? Kaj bi si takrat rekli? Pošli korak, potrudi se še bolj, potrudi se drugače. Točno to danes povejte sebi za naslednjih 5, 10, 15, 20 let. Jaz bi rekla, da ne rabimo ponavljati vedno en te isto, saj se lahko naučimo in rečemo dovolj, zaslužim si bolje. In drage moje šestke, kaj je tisto bolje, to definirajte in to hranite v mesecu septembru, da bo potem meseca oktobra lahko to vkorakalo v vaše življenje. Število življenjske poti 7. Drage sedmice, pred vami je mesec, ko bo vaš razum rekel, kaj za vraga pa se greš, kaj je narobe s tabo, a lahko malo razmišljaš, pamet je šla k vragu. In prav je tako. Drage moje sedemke, zelo znate biti ostre, resne, kar malo perfekcionistične, to vam vsak mesec moram povedati, očitno. Ampak, drage moje sedemke, kaj bi se zgodilo, če bi te visoke zahteve do sebe spustili, pa bi tiste do drugih malo dvignili, kar pomeni, da če ne dobivate stvari na nekem nivoju, da pač odidete. To zdaj ne pomeni, da boste pustili moža oziroma ženo, pa 3 otroke, pa 5 kreditov. Kako lahko to spremenite? Kako lahko temelje tega odnosa spremenite, transformirate? To vam prinaša september. Prvi korak pa je, da se vi odločite, da niste sami v odnosu, da niste samo vi odgovorni za odnos in da postavite tudi drugo osebo na mesto odgovornosti, prevzemanja odgovornosti. Število življenjske poti 8. Drage osmice, mesec in pol. Mesec in pol. Torej, po eni strani, trud, ki ste ga vlagali v stvari z vsem srcem, z vsem razumom se vrača, vas nagrajuje, po drugi strani obdaja vas energija prepoznavnosti, obdaja vas energija globalnosti, se pravi širite sebe, ne zdaj takole razmišljati, bom rekla, kaj boste delali v enem delu Ljubljane, medtem ko je cela Slovenija tu in kaj cela Slovenija, cel svet. Torej, drage osmice, globalno razmišljati. Prvi korak pa je, da pozdravite vse tiste misli, vse tiste občutke, vse tiste situacije, ko se je vam zdelo, da ste nesposobni, premalo učinkoviti, prepočasni, to vi kar ne morete. To pač seveda ni res. Torej, septembra spuščati preteklost, zato da naredite resnično velik prostor prihodnosti, o kateri razmišljajte čim bolj veličastno, čim bolj glamurozno. Lahko bi rekli, da vas obdaja energija leva, za katerega vemo, da je tak. Grivo, dajte ven. Še število življenjske poti 9, drage moje devetke, september je seveda vaš mesec, blestite v tem mesecu, bodite vse, kar vi ste, kar pomeni sočutni, razumevajoči, čustveni, intuitivni, po svoje počasih tudi malo v oblakih. Torej, septembra gre predvidevati, da vas bo malo odpihnilo v druge sfere. Torej, drage moje devetke, sem ter tja, pa vseeno malo pogledajte nazaj v orbito Zemlje, kako kaj je tam. Predvsem pa se spomnite, da prav nič ni nedosegljivega in da mnogokrat, ko tako zelo skrbimo za druge, pozabimo na sebe, tudi to vam vsak mesec povem. Septembra pa je pomembno, da zdravite sebe, svojo preteklost in vse tiste situacije, v katerih pa vi čutite, da druga oseba, pa naj bodo to starši, stari starši, tovarišica v šoli, vaš partner, vaš šef, vaši prijatelji, vam v ključnih trenutkih, ko ste potrebovali pomoč, razumevanje in sočutje, tega niso dali. Pejte v te trenutke, pejte v te občutke in preprosto sami sebe oblijte z ljubeznijo, z razumevanjem, s sočutjem. In jaz verjamem, da to je nekaj, kar lahko naredimo vsi, vedno. In to je fantastična vaja in mislim, da bom posnela posebej video še o tem. Hvala, devetke. Torej, oblivajmo sebe s tisto zdravilno energijo, katero bi si želeli, da bi jo dobivali od zunaj. Včasih je pravzaprav resnično to lekcija. In če se zdaj prekličete v misli število 9,
Spodaj ima takole repek, ki mene včasih spominja na kombajn. Kombajn zajame vse. Torej, pazite na to, da ne boste septembra zajemali kar vsega vse povprek. Ni vse tu zato, da spravite v svojo košarico, v svoje srce, v svoj Kaj vse imamo mi v svojem umu, v svojem spominu, kaj vse smo slišali od vrtca, od šole, pa zdaj z internetom. O moj bog! Torej, letošnje leto pod vplivom števila 7 nam pomaga razločevati, kaj je kar neki in kaj je verodostojno. In v poplavi informacij, poplavi objav na socialnih omrežjih, ki so ali pa niso kredibilne, dragi moji, tudi to mislim, da bom trobezljala vsak mesec, je naša odgovornost, da preverimo, ali je res temu tako ali ne. Kar spomnite se v času korone, ko je po internetu krožila slika mislim, da je bil Zagreb, z Hrvaške v glavnem, ne bom se točno spomnila mesta, se opravičujem, po potresu, ko so bile ženske pred porodnišnico ovite v odejo z dojenčki. Po svetu so krožile te slike s popolnoma drugega, zelo tragičnega dogodka, kot slika bolnišnic, ki so prepolne z bolniki s korono. Kaj vse vidimo, pa ni res. Kar morda res ni odvisno od nas, ali bomo zdaj presojali, kaj je res in kaj ne. Ampak veste, kaj pa je odvisno od nas? S čim bomo hranili svoj S čim bomo hranili svojo energijo? In čez večer gledamo akcijske filme, v katerih 300 ljudi umre v nekem razburljivem preganjanju po ulicah z motorji in avtomobili in vse kar frči in 3 so tam kar postrelili in tam so to razbili. A je to resnično energija, s katero želite iti spat? Ali je film o iskanju serijskega morilca resnično energija, s katero želite zapreti oči in se spočiti za naslednji dan? Ali je morda večer tisti čas, ko si ga lahko vzamete zase in pogledate kakšen lep film, kakšno inspirativno zgodbo, poučen film? Kaj se ne zaključi dan lepše tako, kot z neko naglico. Zadnje informacije v dnevu, ko se vsem nekam mudi, ko se tam lovijo en drugega, sovražijo en drugega, je to hrana za vaš razum, za vaš duh, za vašo podzavest? Je to nekaj, kar bi majhnemu dojenčku, ki je komaj privekal na svet, bi želeli vsaditi v njegovo glavico? Torej, dragi moji, ob koncu vam bom postavila vprašanje, ki vam ga zelo rada postavljam tudi na coachingih in svetovanjih. Če si zamislite svojo hčerkico, svojega sina, svojega otroka, bitje, kateremu absolutno brezpogojno želite najboljše na svetu, želite, da je srečen in izpolnjen. Če to, kar vi počnete sebi, ne želite, da bi se zgodilo vašemu otroku, potem je prav, da tega ne počnete sebi. In vem, da smo včasih v situacijah, ko ne moramo kar pomeč vsega po tleh in filmsko dati odpoved in odvihrati ven. Ampak, a veste, proces puščanja tega v preteklosti pa lahko pričnete točno v tem trenutku. In število 9 je pravzaprav število zaključevanja. Torej, kaj bi bilo fantastično, če bi se v septembru zaključilo? In naj vam namignem še to. Če se samo od sebe ni, po vsej verjetnosti je zato, ker morate to zaključiti vi. In v septembru bodite ponosni nase za vsak dosežek, za vsako stvar, ki ste se jo naučili, za vsako stvar, ki ste jo presegli, od tega, da ste se naučili zašnirati čevlje, do tega, da znate danes voziti avto in tako naprej in tako naprej. Se pravi, september je fenomenalen čas za spisek vseh stvari, ki so za vas dosežki. In nič ni premalo. Tudi po stopnicah smo se mogli naučiti, tudi hoditi smo se mogli naučiti. Vse to smo se naučili. Enim je šlo lažje, drugim je šlo težje. Ne glede na to, bodite ponosni na sebe, na osebo, ki ste postali in predvsem na osebo, ki boste postali. Torej, kakorkoli to zveni kičasto, ali bi bil tisti otroček nekoč ponosen na vas? Ali so vaši otroci ponosni na vas, če jih nimate, ali bi bili? In ali boste, ko boste stari 96, 106, 110 let, ponosni na sebe? Torej, dragi moji,
Tako zelo poudarjamo, da je prav, da se pogovorimo s svojim notranjim otrokom, da gremo v preteklost, da zdravimo v preteklosti. Danes vas spodbujam, da greste močno v prihodnost. In se pogovorite s tistim starčkom, starčico, ki pa nima več istih možnosti, kot takrat, ko ste bili stari 30, pa 40, pa 50, pa 60. Kajti čez 20 let, sigurno nekatera vrata se bodo zaprla. Kaj je tisto, kar bi vi sami sebi porekli za nazaj? Za katere stvari bi si rekli, ja pa Marija, ti pomagaj, a res nisi mogel to bolj drugače narediti? In zakaj si boste rekli, to je bilo pa super. Torej, dragi moji, naj bo ta kreg med glavo in srcem namenjen temu, da pravzaprav v prvi vrsti mi sami sebi priznamo, česa si želimo in česa preprosto ne več. Jaz vam želim en september, ki bo prinesel svetlobo tam, kjer je tema, predvsem pa sočutje, zdravljenje, ljubezen. In a veste, vsi veste, vas.